Pozdravljeni v 8. podcastu Kajakaške zveze. Danes pogovor s človekom, ki sem se ga res že dolgo veselil. Nekaj časa sva se usklajevala, da sva se dobila, zelo je busy, težko sva dobila termin, ampak res sem vesel, da na koncu je prišlo do tega srečanja. Karim Al-Saleh, pozdravljen. Sem prav Zdravo, super, to je to. Zdaj po imenu sodeč, nisi iz Slovenije, ali kako mi malo poveš tvojo zgodbo, da malo začneva, da razbijeva led? Zdaj oče moj je iz Sirije, prav iz arabskega sveta, mama moja je Hrvatica. In oče je iz Sirije pri 18, 19, on je končal gimnazijo, pa je povzel Ruzak, pa je šel njega je zelo zanimal študij medicine. In pol v Reki na Hrvaškem je pač bila dobra fakulteta v to smer in on je šel sam z Ruzakom v svet. Iz Sirije do takrat Jugoslavije še in se vpisal v študij medicine. Potem ga je sčasoma medicina niti ni več zanimala, ker ni prenesel krvi, ker je hotel biti kirurg. Pa pol na praksi se je odločil, da to ni za njega, pa se je pa prešolil na fizioterapijo, na višjo fizioterapijo. In seveda tam na Reki je pa tudi mamo spoznal. Mama je pa bila iz Crikvenice, sam je pa živela na Reki, na Hrvaškem. Tako da jaz sem se rodil pol na Hrvaškem, v Reki, tam sem živel 6 let. In oče je pa pol vedno bolj uspešen postajal na tej poti fizioterapeuta, maserja, kiropraktika, bioenergetika, je zelo šel vedno bolj v alternativen svet medicine. In potem je v bistvu med tednom je dobil neko ponudbo v Ljubljani. Takrat je on tudi bil od Kučana maser v Ljubljani, od Smelta Olimpije, od Zmagota Sagadina, od njihovih košarkarjev. Je hodil z njim, tudi on je bil v Rimu z njimi na leta 97, Final Four, ko so bili, mislim, da tretjič celo v Evropi, tisti največji dosežek. On je bil z njimi takrat v Rimu, tako da se je zelo znašel na tem področju, pa predvsem v Ljubljani, v Sloveniji je postal uspešen. Takrat se je on med vikendi peljal domov, med tednom je bil pa tukaj. Pa je pa v eni točki rekel, da pač gremo vsi z njim v Ljubljano. Jaz sem bil takrat star nekje 6-7 let. Tako da glih za osnovno šolo sem bil in sem prišel v Ljubljano direktno v 1. razred, tam se je pa pol pot začela v Sloveniji, moja. Lepo. Čakaj, a si imel kakšne težave z govorom pole, ker v šolo si prišel? Ja, je bilo kar težko takrat, v bistvu se tudi spomnim, da sem kar jecljal tisti 1. razred, ki je bilo najbrž tudi stresno zamenjati okolje. Pa sem imel pol tega pedagoga oziroma učitelja, da me učil v bistvu jezika in da bolj tekoče govorim. Tako da sem se pol dosti hitro prilagodil, naučil in sem sprejel ta del. Sam prvi let je bilo težko, sem se otroci se hitro učijo. V bistvu in prilagodijo, pa tudi učijo. Se oboje je dosti povezan med sabo. Tako da je šlo pol. Super. No, sicer danes bomo bolj govorili o gibanju, se pravi o gibanju kot osnova življenja. Tudi ti si specialist za gibanje, jaz se tudi dolgo časa že zanimam za to gibalne vzorce, animal flow pa to. Skozi to sem potem tudi prišel prvič do tvojih videov in teh stvari. Ampak vseeno, da mogoče še malo ostane v tvojih teh začetkih. Potem si pa tudi tlele bil športnik, kar zelo uspešen, Ja, v bistvu jaz sem jaz, ki sem bil že kot otrok, sem imel diagnosticirano astmo, pa alergije in pa je mama zelo hitro našla rešitev takrat pač po njenih zmogljivostih v športu. In ona me je vpisala v plavanje pa v gimnastiko. Tako da sem že pri 4 letih začel gibati, recimo se učiti oziroma mogoče tudi trenirati na trenutke športe. Pa ko sem prišel v Slovenijo pri teh 6-7 letih, takrat me je pa zelo začela zanimati v bistvu košarka.
In sem začel pač prvo v osnovni šoli, smo imeli ta krožek, pa sem tekmoval, tisto, ko smo imeli med osnovnimi šolami ta tekmovanja. Tako sem v bistvu na vseh tekmah pač sodeloval, sem bil zraven. In pa me v eni točki v bistvu tudi, očitno so tam bili tudi te, ki imajo svoje klube, pa malo gledajo, kdo je perspektiven, kdo ni. In pa so me povabili v košarkarski klub Union Olimpija, pač takrat je bila Olimpija, to je bila osnovna šola, to so bili pač te, U8, U9, U10, U11 leta. In takrat sem bil v bistvu jaz playmaker, zelo uspešen, sem znal nekako videti stvari široko, kot vodja recimo ekipe, pa imel sem zelo dober način prodiranja, sem bil zelo hiter pa eksploziven. In pa, ko imaš ti nekako obe sfere, znaš videti širšo sliko, znaš pa tudi prodreti takrat, ko je treba, v bistvu si pa lahko na nek način nadpovprečen sploh v teh letih, ko sem jaz igral košarko. In pa sem v bistvu nekje do 12. 13. leta jaz tekmoval v košarki, smo bili tudi večkratni prvaki, v tistih časih pač za Olimpijo. Ampak pa me pa začel nekje pri 13, 12 letih pa še zanimati nogomet. To me je tudi nekako pritegnilo. Spomnim se takrat tiste v bistvu ere Brazilije, ko sta bili Ronaldinho, Ronaldo, pa ta ekipa, Rivaldo, Romario. To mi je bilo res tako, ta salsa njihova, to mi je bilo vrhunsko. In nekako me je začelo tudi to privlačiti. Hkrati sem pa bolj nizke rasti bil in sem nekako, oziroma sem nizke rasti, še vedno, ampak in me je začel tudi to, me je nekako začel begati, kaj bom jaz dolgoročno, a bom sploh lahko košarko z dvometraši igral, ker takrat so se pa že nekako začeli, ta večji otroci so se potegnili gor, jaz pa sem ostal bolj nizke rasti in potem sem v bistvu videl, da nekako sem začel dvomiti v sebe. Zdaj, a je to bilo pravilno ali ne, niti ne vem, ampak v unem trenutku sem rekel pač, da mi je nekako nogomet bližji, pa da nekako vidim več smisla dolgoročnega v njemu, da bom lažje tam prodrl naprej v člansko ekipo, pa potem v profesionalizem. In pa vem, da sem tam nekje v 7. 8. razredu osnovne šole odigral še zadnji turnir za Olimpijo, sem bil najboljši igralec turnirja, smo osvojili prvo mesto. Takrat smo igrali proti košarkarskem klubu Bežigrad Parklji, se spomnim. In to je to. Tisti je bil pol moj zaključek košarke, pol sem se pa preselil ali pa prekvalificiral bolj v nogometaša. Takrat sem pol v bistvu začel z nogometno potjo in sem igral prvo za en tak malo bolj nižje ligaški klub, NK Krim se imenuje klub, ali pa se je imenoval, ne vem še, če obstaja še vedno. Vsi poznajo Krim bolj po rokometašicah, kot po nogometu. Ampak pa sem tudi tam bil zelo uspešen, pa so bile določene prijateljske tekme z višjimi ligami, z Slovanom takrat, pa z Svobodo, pa z Olimpijo, pa z Interblokom smo imeli kakšne take pripravljalne tekme. In pa so me tam te njihovi skauti pač opazili, pa so me pol poklicali v njihov klub, pa sem šel v prvo ligo v Interblok takrat. V bistvu takrat je bil še nogometni klub Faktor. In pa sem pač pri U16 bil v Interbloku, smo tudi bili državni... Kako? Domžale. Ne, niso to Domžale, to so bile pol Domžale. Takrat je bil NK Faktor, ali pa pol kasneje Interblok je bil v Ježici, je bil prav klub za sebe, pa so se pa združili, mislim, da z Domžalami. Sem takrat, ko sem bil star 16, je bil to klub za sebe, tak ljubljanski klub. In takrat smo bili pri 16 državni prvaki z tem klubom. Potem sem šel, pa v eni točki so me pa povabili v Olimpijo. Se pravi, sem šel za nogometni klub Olimpijo igrati v mladince. Se pravi, to je prvo pa drugo leto mladincev sem bil v Olimpiji.
In takrat je bila Olimpija, glih je bil en crash, ko so jih, mislim, da so šli v 5. ligo, iz 1. v 5. so nek razpad sistema je bil. In pa smo mi, v bistvu, jaz sem pa prišel na Olimpijo, ko je bila 2. liga. V bistvu, ko so že prišli iz 5. v 2. Mi smo jih pa pol iz 2. lige v teh mladincih pripeljali pa v 1. ligo. In glih, ko smo bili prvaki to 2. leto mladincev, sem pa jaz pol postal član. Potem so me pa povabili v pripravljalno pač to sezono za člane. V bistvu so bila samo 2 zbrana iz mladincev, iz cele ekipe za člane, ker takrat je bil pa v bistvu Brane Oblak, v bistvu je glih prišel na čelo Olimpije, pa Hadžič, in oni so pripeljali tisto staro gardo, Cimeta, Pavlina, pa vse te stare. Nas mlade so pa samo 2 so zbrali za priprave, ostale so jih pa vse odpikali oziroma posodili drugam. In tudi na koncu po tej pripravljalni fazi so pa tudi samo Sajta vzeli Drizija, mene so pa pol posodili v 2. ligo. Takrat sem pa naredil jaz napako, sem se v bistvu pelil s skuterjem, pa sem padel, pa sem si zlomil levo roko, glih v pripravah. Pa sem moral biti tam z gipsom, pa paziti, pa nisem mogel dati takrat čisto vse od sebe. Pa itak je to neodgovorno, seveda tudi vedenje z moje strani bilo, da sem se sploh takrat pelil z motorjem v takem trenutku, ko si star 18 let, v bistvu ne gruntaš tako, kakor bi zdaj gruntal, recimo, ne. Ampak ja, pa so me posodili v 2. ligo v Ivančno Gorico, takrat so se pa začele moje poškodbe v bistvu. Mene so na koncu poškodbe ustavile, da sem pol vsak let šel v eno ligo nižje. Na koncu sem končal pa nogometno kariero v nogometnem klubu Komenda, to je bila 3. članska liga, mislim, da sicer tam smo bili drugi v bistvu v ligi, pa jaz sem bil najboljši strelec 3. lige, ker je bila dosti lažja liga od tistih prej. Sam pol v eni točki sem imel toliko problemov s poškodbami, ker takrat še nisem razumel to, kaj je pravilno gibanje oziroma kaj je učinkovito gibanje, kaj ne. Takrat sem sam pač drvel proti nekem cilju. Nisem gruntal o tem, pa poslušaš pač trenerje, kaj ti dajo, to delaš. Nisem imel glih posluha za sebe, za svoje telo. In takrat so se začele poškodbe v levi preponi, v levi strani hrbta. Se pravi, ta adduktor longus notranji se mi je trgal, križ me je začel boleti, v bistvu, in pol na tak način so se stvari začele ustavljati. Ampak brcal si z desno nogo? Ja, brcal sem z desno, desničar. Se je pa na levi strani, v bistvu, pri meni sem imel levo nogo, levi kolk, pol poškodovan, leva rama se mi je skozi pahvala, levo roko sem takrat zlomil, tako da se mi skoraj vse stvari na tej ta šibki strani v bistvu izražali. Ok, ne bova govorila o fizioterapiji, čeprav je od zadaj videti mizo, pa tudi tvoj oče, pa vse to. O fizioterapiji bomo govorili kasneje, tudi z eno zelo super sogovornico, mislim, da 2 podcasta za tabo. No, potem pa si šel v to gibanje, učinkovito gibanje, si šel to raziskovati, v to smer, in zdaj si tudi prišel do tega, da imaš res svoj studio na Koprski ulici v Ljubljani. Jaz sem bil 2krat tam pri tebi in me je res navdušilo, kako si tam poštimal in si zelo uspešen, se pravi, na tem področju. Da, mene v bistvu pol, ko sem se poškodoval, pa ko nisem več mogel športati, so me začeli zanimati te stvari, kaj je zdaj narobe, zakaj mene gibalni vzorci ne podpirajo na tej športni poti, zakaj se mi konstantno ponavljajo neke bolečine, neke poškodbe in jih nikakor ne znam sanirati, niti mi jih drugi. Ne vem, jaz sem bil tudi, ko sva že govorila, in pri fiziatru, in pri fizioterapeutu, pri maserju, kiropraktiki, vse živo sem probal. Še očeta sem imel, tudi on je probaval na vse načine, pa nič ni delovalo zares. Vse je nekako kratkoročno pomagalo, dolgoročno pa ne, se mi je vedno znova vrnila stvar ali pa se je preselila na neko drugo področje, pa me pa kaj drugega začelo boleti.
In pol se je začela ta pot mojega samoraziskovanja sebe, svojega gibanja, svojega dihanja. In odvedno me je pa nekako privlačil, recimo Qigong, Tai Chi, take mind-body tehnike ali pa nekako kako povezati glavo s telesom. In jaz se spomnim v bistvu, da sem še kot otrok, ne vem, enkrat so bile neki programi na televiziji, kjer je pač ob eni uri se en tak Tai Chi mojster pojavil na televiziji in je kazal ene gibe, jaz sem pa že takrat, me je to zanimalo, pa sem ga gledal, pa sem ga spremljal, pa delal gibe, nekako sem čutil, da bi mi to lahko pomagalo. Pa še imel sem enega prijatelja, ki pa je bil dejansko Qigong učitelj. Je bil starejši od mene, smo se poznali, ker smo živeli v istem naselju, in on je bil Qigong pa Kung Fu učitelj. In on je bil v bistvu prvi tak mentor, ki mi je pokazal neko drugo perspektivo, neko malo bolj širšo sliko stvari. In potem sva se z njim dogovorila, da se enkrat, dvakrat na teden dobiva, pa da bo on meni pokazal, kako v bistvu se bolj povezati s telesom, kako raziskovati neko tako fluidno, pretočno gibanje. In takrat mi ni bilo še čisto jasno, kaj mi on hoče pokazati, kaj me hoče naučiti. Tisto mi je bilo na trenutke malo smešen, na trenutke sem poskušal biti resen, ampak sem pa videl, da bolj ko sva sodelovala, da dejansko pa pomaga, da v bistvu te sprosti, te poveže in nekako pomiri določeno bolečino. In pol v bistvu bolj ko me on to učil, bolj sem se počutil, pa sem pa začel malo brskati po internetu take podobne ljudi, ki raziskujejo gibanje na tak bolj celosten ali pa lahko bi rekel holističen način. In me je zelo pritegnil, ne vem, če si kdaj slišal Ido Portal. Ti priporočam, da si ga pogledaš ali pa da si ga pogledate vsi, ki poslušate. Podcast Ido Portal je bil ena figura, ki mi je pokazala neko novo pot, neko čisto drugačno smer gibanja. In on je tak zagovornik takega naravnega gibanja, kjer je treba uporabiti celo telo pri vsakem gibu. Recimo plazenje, lazenje, tudi takrat je še učil stoje, pol na gimnastičnih krogih, kako se dvigati, potem različne sklece z lastno težo, potem kuščarja, kako delati na tleh, kako se kot kuščar plazati. Potem tudi je šel v drug spekter, kako v bistvu se igrati, ne vem, s palco, z žogcami žonglirati. Tako res je imel toliko enih orodij in meni so bila ta orodja zelo zanimiva. Hkrati je pa tudi imel pa še to globino, da je učil, kako dihati pravilno, kako se somatsko povezati s svojim telesom, da začutiš svojo notranjost, se pravi trebušno prepono, kako umiriti svoj živčni sistem. Takrat je bil on takih prvih mentorjev, ki je imel tudi take bolj napredne razlage, mogoče bolj nevroznanstvene, pa bolj take sodobne, ker niso bile tako te tradicionalne, kot jih, ne vem, Kung Fu uči ali pa Qigong, ampak je bolj znal na nam sodoben način ali pa na nam razumljiv način stvari razložiti. In meni so bile te stvari zelo zanimive. In sem se začel prijavljati na njegove seminarje tudi. Ko je bil v Avstriji, vsakič sem se prijavil na njegov seminar, ki je blizu. Drugače on v bistvu je tak leteč, je posod po svetu potoval, pa vsakič, ko je bil v Avstriji, sem se prijavil. In pa sem jaz tam v teh 3 dneh seminarjev, kjer je v bistvu 8 ur gibanja vsak dan, pa te on uči, dobil določena orodja, pa sem jih pa implementiral v vsakdanje življenje. Sem začel to sam raziskovati in v eni točki sem videl, koliko v bistvu mi to odgovarja, koliko v bistvu spreminja to moje gibalne vzorce, koliko postajam jaz bolj povezan celostno, pa bolj učinkovit v določenih vzorcih in me s tem vedno manj boli, recimo križ, me vedno manj boli kolk. In vidim, da na fizičnem nivoju sem začel reševati problem, ki ga prej mi noben drug ni znal rešiti. Vse se je nekako skozi gibanje pri meni začelo. In to so bili moji začetki v bistvu. Ja, kar povej. Super, ker recimo zelo stvari, ki jih ti zdaj tle govoriš, se pravi to gibanje iz jedra, učinkovito, celo telo, pa to, ne. Zelo podobno nam je govoril naš najboljši kajakaš Peter Kauzer, ne. Ne vem, če so vsi to slišali, kar je on govoril, da se pravi, da je gibanje izhaja iz trupa, da je z nogo porine,
kadar sidra veslo, da se premika tudi po čovnu z ritjo, ne. Se zdaj bo prišel tudi video njegov teh osnovnih za veslajev, ne, ker tudi nekaj to razlaga, ampak je zelo v to smer, kar ti govoriš, ne, in ni zastonj svetovni prvak Peter Kauser pa olimpijski podprvak, ker nekako na svoj način on tudi v bistvu v slalomu, ne, ker si vseeno v čovnu noter zelo oskom, načeloma fiksana, neko v pancarju, ampak ni res, ne, dejansko kajak ni več veslanje z rokami, ko vsak misli, ampak je dejansko iz centra telesa, z nogami, iz medenice ven, ne. In mislim, da je to Peter zelo dobro izkorišča, ne. Zdaj, v mirnih vodah, ko imamo kajak, je pa dejansko še bolj to gibanje rečem, kot ko John Travolta pleše, ne. Super, Iz tega ven, ne, tudi mojim tekmovalcem sem poslal video tega plesa, ne, njegovega. Tako da ja, super. Sem tukaj, da narediva malo linka, malo povezave, da bodo tudi naši poslušalci kajakaši videli, da pač, da je to, da govorimo v to smer njihovo, ne. Ja, in tudi če gledaš, v bistvu so pač makrogibi, ki jih pač delaš s temi večjimi sklepi, pa se vidijo, koliko so wow, lahko so zelo atraktivni te makrogibi, pa na ven izgledajo, koliko so fajn, super. Samo če mi na mikronivoju iz jedra, tako kot si sam rekel, v tem, kar si povedal, če nimaš osvojenih teh mikrovzorcev iz centra proti periferiji, v bistvu ti te makrogibi dolgoročno lahko sam škodujejo. Ker sploh, če imamo zaklenjen ta center trupa, če smo tukaj zamrznjeni, stisnjeni v enem krču, v paralizi, recimo, če tudi razložim ta avtonomen živčni sistem, kako deluje, v bistvu, ko imamo simpatično stanje avtonomnega živčnega sistema, pa parasimpatično stanje avtonomnega živčnega sistema. Zdaj, če mi, recimo, smo preveč osredotočeni samo na makrogibanje, samo na velike vzorce, ali pa da smo preveč trmasti, pa da samo vse hočemo na push delati, vse na silo, vse na hard, skozi da smo v nekem all-inu, takrat v bistvu lahko zelo hitro pridemo do neke preobremenjenosti in bolj, ko je sistem preobremenjen zaradi prevelikih pritiskov, bomo mi v sredini telesa zamrznili, bomo lahko okameneli in pol, ko mi imamo okamenel, zamrznjen, paraliziran, bi lahko rekli, center trupa, takrat pol nehamo gibati iz centra proti periferiji, ampak začnemo s periferijo premikati svoj center, kar pomeni, da se naravna logika obrne in to je v bistvu, pol, ko sem ugotavljal pri sebi, bil povod za kronične bolečine ali pa poškodbe, ki sem jih razvijal, ker jaz sem bil pa zelo tak športnik, trmast, preveč močno voljo sem imel in sem hotel vsak trening dati 1000% od sebe. In nisem imel tega občutka, niti niso bili takrat trenerji, tako da bi to sploh znali opaziti, da bi znali usmeriti mladostnika, da daj bolj počasi, daj bolj v easy. Tako, ali pa daj danes raje deli take vaje bolj za sprostitev, ali pa da je bolj za neko kreativnost, za neko igro, da bi se bolj sprostil, tega takrat ni bilo in v bistvu pol delaš tako, kot misliš, da je prav. In če pač si otrok z močno voljo in si trmast, pol boš pač delal po teh ustaljenih vzorcih in pol lahko kratkoročno prideš zelo daleč, tako kot sem jaz na kratki rok osvajal zelo dobre rezultate, sam pol se pa enkrat stvar konča. In pol, ko sem raziskoval organsko gibanje, pa študiral ga pri različnih svojih mentorjih, v tej točki bi tudi Josefa Fruščka rad omenil, v bistvu imajo Fighting Monkey, imajo metodo. Pa sledim, ne. No, in so fenomenalni, zelo igrivi, kreativni, ustvarjalni. On mi je res še nov spekter odprl, kako lahko še bolj razvijaš to notranjo ustvarjalnost pa kreativnost. Tukaj sem ugotovil, da v bistvu sem jaz imel zategnjen, paraliziran center trupa, in s takimi metodami pa mentorji sem si pa pomagal, da sem spet se odklenil iz jedra, da sem sprostil svoje to simpatično stanje v bistvu zamrznitve in da sem se vedno bolj vklapljal v parasimpatično stanje avtonomnega živčnega sistema, v to sproščeno, tako umirjeno, ustvarjalno, igrivo stanje. In pol nekako začneš čutiti, v bistvu, bolj, ker raziskuješ to svoje jedro, bolj ga najdeš in bolj se zasidraš v svoj center, bolj si noter, bolj pol začneš pa gibati svoje telo iz jedra proti periferiji. In pol vsak gib, ki ga narediš v življenju, a je to sam, ne vem, ko ustaneš iz postelje,
pa si greš oprat zobe, čutiš, kako se začneš bolj gibati, tako v bistvu bolj iz centra, pa v bistvu se to seli pol na vsa ostala področja, na šport, na delo, na gibanje, na karkoli, ne. In s tem postaneš bistveno bolj učinkovit v samem gibanju. In moje mnenje je, da bi človek moral večino časa se gibati na tak bolj parasimpatičen način, da smo bolj na desni možganski polobli, kjer smo bolj nekako kreativni, ustvarjalni, da delamo bolj z občutkom, da poslušamo svojo interocepcijo, svojo notranjost telesa, kaj nam sporoča, kaj je za nas prav ali pa kaj je za nas narobe v tem trenutku, v tem sedanjem trenutku. In pol, če smo bolj povezani s telesom, tudi težje pol v bistvu pride do zlorab v bistvu telesa, težje pride do tega, da pretiravamo. Ja, intuicija je dosti bolj pride do izraza, ne. Če se še malo nazaj vrnemo, se pravi, to gibanje z periferije, ne, se pravi, dejansko gibaš z mišicami, usmerjaš roke, noge z mišicami, ki pa niso za to. Tako. Ne, se pravi, zato pride tudi do poškodba, ne. Ja, ker če bom jaz zdaj z nogo premaknil telo, ne bom pa vključil v gib trupa pa medenice, bom preobremenjeval križ, bom preobremenjeval kolk, koleno, gleženj, stopalo, ker se bojo sile v telesu narobe skompenzirale in se bo pol sila, ne vem, usmerila samo v koleno ali pa samo v kolk ali pa samo, ne vem, v stopalo. In pol, ker bo sila narobe proizvedena, skreirana, bo prišlo do napačnega pritiska v samem telesu in to se bo izrazilo v obliki neprijetnosti, v obliki bolečine. Če pa jaz pravilno skoordiniram gib, da gre res iz jedra proti periferiji, pol je že zaradi same pravilne koordinacije so sile v telesu pravilno proizvedene in transformirane v neko gibanje. Takrat, ko je pa gib učinkovito izveden po pravilnih linijah v telesu, takrat pa v bistvu je pa občutek prijeten. Ker učinkovitost je prijetna, neučinkovitost je pa ponavadi neprijetna in jo občutimo kot bolečino lahko, ne, kot nek pritisk. Strmo in z voljo in z ideali ustrajamo, ne, čeprav v napačno smer. Se pravi, recimo prispodoba, da je trup kot driver, kot vozilo, ne, okončine so pa kot prikolica, ki sledijo. Ja, tako je. Ali pa rečemo, da je tudi trup ali pa hrbtenica je motor, pač gibanja je glavni motor, periferija so pa gume, recimo, ki naredijo transport v bistvu energije v nek premik, ne. V bistvu lahko rečemo, da so okončine so samo v bistvu prenašalec energije, ki jo trup proizvede. In če gremo iz jedra proti periferiji v gib, potem dejansko se začnemo gibati bolj smotrno, ne, bolj učinkovito. Zdaj tak zakrčen trup, ne, vpliva seveda potem tudi na dihanje, ker se ti ni gibanja v jedru, na neučinkovito gibanje, se pravi sodelovanje med sabo mišic, agonisti, antagonisti, a ne, verjetno to potem zaradi tega potem pride do tega, da ratujemo zmeraj bolj trdi v trupu. Ali mi lahko poveš, verjetno je milijon razlogov, da se zaklenemo, da je trup bolj trd. Kateri so najbolj verjetno pretiravani ali kako, da se membrana pač nekako zaščiti, ali kateri so najpogostejši vzroki tega, da se mi v trupu toliko zakrčimo, da v bistvu potem rata gibanje toliko neučinkovito oziroma, ja. Ja, pogosto je zaradi preobremenjenosti, ne, ker če smo mi prepogosto v simpatičnem stanju boja, bega ali zamrznitve, se pravi, da če večino časa delujemo bolj na push, z neko trmo, z neko premočno voljo, takrat smo tudi skozi v levi možganski polobli, recimo ta bolj deluje potunelsko, ima fokus. In tak način delovanja je v bistvu zelo bremenjuje cel organizem, cel sistem. Recimo, če gledamo čisto v naravo, je bil tak sistem ustvarjen zato, da smo imeli minuto pa pol časa, da bi pobegnili stran od predatorja, ne. In to je to. Če v minuti pa pol ti ni uspel, je bilo lahko kar usodno, ne. In takrat si šel v živčni sistem simpatičen, tudi se pravi, življenjska energija je šla v
v anaerobno, se pravi hitrejši, ampak tega ne moreš dolgo časa vzdrževati. Ne? Da, ni dolgoročno. To je en kratki rok trajanja, da zrihtaš nek problem, ki ga imaš okoli sebe, parasimpatično. Ne? pa bi pa moral se spustiti energetsko dol. Anaerobno. Zdaj, kaj se je pa zgodilo nam? Ja, zgodil se je ta tehnološki napredek, bi rekel, se pravi prehiter razvoj družbe, kar se tiče tehnologije, pa tega samega celostnega razvoja industrije in vsega tega je pospešil tempo življenja, ne. Živimo prehitro, bi rekel, in v bistvu živimo tako, kot da smo digitalen sistem in se vedno manj zavedamo, da smo pa analogen sistem. V bistvu in analogen sistem ne more delovati ne more delovati predolg časa na previsokih obratih, če ne zašteka. V bistvu in gremo pol v paralizo, ne, gremo v zamrznjeno stanje, če smo predolg časa v tej preveliki hitrosti in preveč trmasto vztrajamo na tej poti, ne. In ker je pač družba se zelo na hitro zadnjih sploh, ne vem, če sam gledamo od mojega rojstva pa do zdaj, od 90. pa do danes, kakšen je, koliko se jaz spomnim od 90. do 2000, prvih 10 let, kakšne telefone smo imeli, kako je internet takrat delal, koliko je bilo pač enega dosega nekih informacij, bistveno manj kakor danes, ne. Kaj šele če bi gledali pa s tvoje perspektive, ne, je pa to najbrž še bolj, ja. Koliko se je pa recimo že, ne vem, ko si prej omenil košarko, ne, koliko se je pravil spremenilo, ne, podaljšala trojka, skrajšal napad, da je število tekem je šlo v predvsem to, ja. Zdržijo, ne. In ta prevelika hitrost preobremeni človeka in pol seveda smo vedno bolj zamrznjeni, paralizirani v središču trupa, ker tukaj je pa naš organizem, ki ne prenese preveč hitrosti pa preveč pritiskov in pol v bistvu nam ne ostane drugega, kot da telo odrežemo, ga zablokiramo in preselimo življenje samo v samo v glavo in pol pač z glavo, z močno voljo poskušamo drveti proti cilju v tem tunelskem pogledu, sam pol smo obsojeni na to, da pač delamo ogromen napak, katerih se pa ne zavedamo sproti, ampak zavedamo se jih pa pol kasneje, ko pa je že nekaj konkretno narobe, ne, ko pa že pride do neke bolečine ali pa do poškodbe. Tako da jaz vidim tukaj glavni razlog v tem, da naša družba preveč deluje na levi hemisferi pa v simpatičnem stanju avtonomnega živčnega sistema, pa da premalo deluje naša družba na desni hemisferi, na desni možganski polobli, kjer je pa čas teče bolj tako umirjeno, pa bolj realno, realistično, pa hkrati, ko smo v desni polobli, tudi veliko bolj realno čutimo sebe, svoje telo, se pravi, smo bolj v stiku sami sabo, s telesom in pol po notranji, tako kot si sam rekel, intuiciji ali pa interocepciji, veliko bolj zaznavamo, kdaj se je pametno ustaviti, pa upočasniti, kdaj se je pa pametno prestaviti na prehitevalni pas, pa pritisniti na gas, pa iti v nek fokus ali pa v nek napredek, v nek razvoj. In če bi znali kombinirati, recimo temu vozni pas, ali pa če bi znali zaviti tudi na počivališče ta prav čas, ne pa da bi bili skozi na prehitevalnem pasu, prav, če bi znali kombinirati med navadnim pasom, voznim pasom, hitrim pasom, pa med počivališčem, bi imeli bistveno manj poškodb, bistveno manj kroničnih problemov tudi v športu, ne. Dobro si povedal. Se to je bilo tudi moje naslednje vprašanje zdaj, ko si že zlokrat omenil ta fokus, pa širino, pa levo, pa desno možgansko hemisfero. Ali lahko še malo, se pravi desna bolj, vidiš bolj celo sliko, to, kar je tudi v prejšnjih podcastih govoril Jani Brajkovič, se pravi, ali pa se pravi leva bolj fokus, verjetno to bolj fokus, bolj ja, jaz rečem v bistvu bolj moško vedenje, verjetno. Lahko še malo ostane, pa tudi kako v bistvu se da to spreminjati, ali kako bom jaz zdaj mislil bolj po levi. Ja, razumem. Nekako čist pogled je tak, jaz dam zelo rad to primerjavo, če smo na desni polobli, gledamo v bistvu panoramsko, vidimo
celo sliko, kot v bistvu širšo sliko, pa bolj celostno sliko vsega. Takrat je tudi vrat bistveno bolj gibljiv, ko smo v desni hemisferi, ker ne rabimo imeti tisti fokus samo naravnost, ampak v bistvu smo malo nazaj pomaknjeni in pol vidimo v bistvu širšo sliko. Lažje se obračamo, rotiramo in smo bolj v občutku v svojem telesu. Leva hemisfera, ja, kar povej. Zdaj si predstavljam, ne vem, če poznaš Bode Millerja, smukača ameriškega. Je bil on na štartu, je bil zmeraj tako malo nazaj, ne, in je v bistvu gledal okrog, ne, se mi zdi, in potem se je porinil dol in je čakal in potem se je začel odzivati na to je on privlačil kot način smučanja, ne, oziroma tudi gibanja, ne, tudi poznamo njegovo zgodovino. Ja, on je bil hiperkreativen, ne, in glih ta hiperkreativnost je pa ali pa ustvarjalnost je vezana na desno poloblo pa na to širino, ki jo ima desna polobla. In če znaš preklapljati pravilno med desno pa med levo, tako kot si ga opisal, v štartu je šel, da je videl širšo sliko, pa ko se je dal fokus, je šel pa v tunel. Je pa leva polobla, deluje pa tunelsko in izostri sliko, pa da veliko enih detajlov. Pa šel po eni smučki, ne? Ja, tudi, ja. Se pravi, leva hemisfera veliko več detajlov omogoča, veliko več podrobnosti, malenkosti jih vidiš in si v tej ozki pa kratki coni, ampak v tej ozki pa kratki coni vidiš vsak detajlček. In desna pa ne vidi tako detaljno, ampak vidi pa bolj široko. Recimo, če leva hemisfera vidi črke v knjigi, v bistvu, da lahko vsako črko posamezno vidi, desna hemisfera vidi celo knjigo. In to je ta razlika. Pa kaj je zelo pomembno, to, da leva hemisfera deluje po pozitivni povratni zanki. Se pravi, raj naredi 2 koraka preveč, kakor enega premalo. Prav, leva bi sam drvela, bi strmela in bi pritiskala skozi na gas. Desna hemisfera pa deluje ravno obratno, ne? Ona bi pa naša desna polobla deluje tako, da raj naredi 2 koraka premalo ali pa manj, kakor enega preveč. Je zelo bolj previdna, pa taka, ne mara presenečen ali pa raj se prepriča prej, da je vse v redu, pa pol naredi korak. Leva pa ne razmišlja, ona pa sam naredi, pa čuti posledice tega, kar je naredila. Ja, zdaj si recimo nekako predstavljam tudi naše tekmovalce, ki se bodo bližale izbirne tekmovanja, ne, kako greš na štart s tem čovnom, ne, in se ti oža, ne, dol in v bistvu ti strah, ne, tam teh detajlov, ki se bodo itak zgodili. Jaz verjamem, da takrat odreagiraš, ker že tukaj treniraš in v bistvu boš znal odreagirati, ampak si paraliziran zaradi tega, ker se ti oža vse skupaj v levo hemisfero, ne. Hoče pa na štartu, da vidiš celo sliko, ne, se pravi, se imaš v ponedeljek poštimano, ne, starši te imajo radi, ne vem, da vidiš celo sliko in te potem ni toliko strah iti. Ja, pa tudi zelo ima velik vpliv priprave, ne, se pravi, ker zdaj tekma je tisto, češnja na vrh torti. Torto pa spečeš ti v pripravah. In zdaj, če so priprave bile optimizirane, da so bile optimalne, da so bile ravno prav diktirane, da je bila desna polobla dosti aktivirana, zato da so tehnično stvari izpopolnjene, da so se vzorci v pripravah integrirali noter v človeka na pravilen način, na tak bolj, ker učimo se bolj z desno poloblo, ne, se pravi, ta je bolj ta, ki je učljiva, ki je bolj ustvarjalna, kreativna, ki integrira določene vzorce noter. In če mi v pripravah smo dovolj časa parasimpatični tudi na treningih, pa da smo v desni hemisferi, da delamo bolj premišljeno, z občutkom, da tehniko pilimo iz jedra proti periferiji, da se učimo teh pravilnih gibalnih vzorcev, pol, ko ti greš na tekmo, ti se pol prepustiš svoji podzavesti oziroma svojem programu, ki si ga pa v pripravah noter integriral, in pol lahko se prepustiš, predaš temu flowu, ki mu rečejo športniki, in pol na tekmi v bistvu zaupaš sebi, ker zaupaš temu, kaj si vadil v samih pripravah, ne, in pol lahko steče na tekmi kot po maslu. Ja, in pol v bistvu greš v alfa možganskem stanju dola, ne. Tako, in to izhaja iz zaupanja do sebe, pa do trenerjev, do pač štaba,
zato ker so bile priprave dovolj dobro izvedene, da je oseba toliko samozavestna vase, ker čuti v sebi, da je stvari so bile pravilno usmerjene, ne. In če ima oseba zaupanje vase, pa seveda, da ga še okolica podpira, ko si omenil, prav, da so doma urejeni odnosi in med starši in do otroka, pa da ne dajo sploh starši prevelik pomen temu uspehu ali pa zmagi, da jim ni to pomembno, ampak da jim je bolj pomembno, da otrok uživa v tem, kar dela, ne glede na to, ali bo prvi ali bo zadnji, da on se ima dobro, ko gre v kajak ali pa pač na kjerokoli drugo tekmovanje, da dejansko se čuti sprejetega od strani okolice, ne glede na to, ali bo on uspešen športnik ali ne bo, da ni to tisto preveč dvigano v višave, da je otrok odvisen od ljubezni, a bo uspešen ali ne bo uspešen športnik, ne. To je najslabše, ko si prej omenil, ne, tudi odnose noter. Da tukaj rabijo od starši predvsem podpirati otroka tako, da on najde sebe in da uživa v tem, kar počne, ne glede na to, kaj bo končni rezultat tega, ne. In tukaj iz otroka pade en kup bremena, tudi ni pod toliko psihološkim pritiskom, ker ve, da ali če bo prvi ali če bo zadnji, bo ljubljen, ga bo imela okolica rada in ga bo sprejemala takega, kakršen je, ne. Brezpogojna ljubezen, seveda. Tako, ker ni vezana pol na neke dosežke, ne, v bistvu. In tukaj spet, ko se navežem, tukaj je pa spet desna polobla, ne. Tudi starši bi morali delovati na desni hemisferi, ker pol v bistvu nam ni pomemben to, da kaj on doseže, ampak on nam je pomemben že kot bitje, kot otrok, kot živ organizem in je to je pa plod spet desne hemisfere, da vidi, da je vse eno, v bistvu, da smo povezani, in leva hemisfera je pa bolj taka egocentrična, bolj gleda na dosežke, na rezultate, bolj ločuje, v bistvu deli med mano pa med tabo pa med otrokom, se delimo z levo poloblo, desna polobla pa dojema, da je vse to eno, ne, v bistvu, da smo veliko bolj povezani, kakor si mislimo. Ja, problem je to, ker je zelo nezavedno to, a ne, se težko zavedaš tudi tega, a ne, kaj sploh delaš, ponavadi trener to vidi, pa težko razložiš ali pa... No, zdaj vseeno bi se vrnil nazaj malo na trening, a ne, se pravi, kakor sem razumel, bolj spodbujaš to, da je dosti učenja, raziskovanja, se pravi to tudi, kar je Peter Kauzer govoril na našem podcastu, bolj v parasimpatičnem stanju, se pravi bolj sproščeno, se pravi to je na nižjih pulzih vse skupaj. Ja, jaz v bistvu priporočam, da se večino časa učimo, se pravi, da smo čim bolj v parasimpatičnem stanju, da smo v aerobnem procesu gibanja, da smo na desni hemisferi, da vidimo širšo sliko, da se učimo tehnično izvajati pravilno gibe, in na tak način v bistvu če gledamo aeroben proces, ne, aeroben proces iz ene molekule glukoze tvori 38 molekul ATP-ja, kar pomeni, da se mi, ko smo aerobni, polnimo z potencialom, v bistvu širimo svoj organizem, gremo v ekspanzijo, prav polnimo sistem. ATP je življenjska energija. Ja, ATP je življenjska energija, ki jo kreiramo skozi Krebsov cikel. Krebsov cikel je pa, ko vodo pa hrano skozi kisik spremenimo v energijo, ne. To smo že z Brajkovičem nekaj govorili. Aha, okej, pa ste že to dali čez. Ampak ne vsega, ja. Je pomembno zato, da razumete tudi iz moje perspektive razlago, zakaj je pomembno gibati aerobno, pa biti parasimpatičen, ker takrat svoj organizem daš v ekspanzijo, ga napolniš s potencialom, da ko pol greš recimo na tekmo, da pol imaš veliko potenciala, ko greš v anaerobno fazo, ko greš teh par minut ali pa ne vem, koliko imate minutne tekme. Ja, 100 sekund približno je slalom. In to je idealno, ne, se pravi, to je... Še manj, ne, 200 metrov je zelo kratko, je 30 sekund, 500 je pod 2 minuti, 1000 je okrog pod 4 minute, a ne 3,5, 3, 45, 40. Pri 30 začneš biti decno, tako, ja. In vi imate vrhunski šport, ker zelo sovpada s tem, kako človek deluje. Se pravi, da imate tekmo, ki traja kratek čas, ne,
recimo max 4-5 minut. In tukaj, če bi pravilno športnik diktiral tempo priprav, da bi se skozi priprave večino časa aerobno gibal, pa bi polnil organizem, pa bi se bolj osredotočil na pravilno tehniko, pa na ta širok spekter gibanja, da opazi pač širšo sliko, pol bi do tekme bil on zelo dobro in poln z energijo in tehnično bi bil zelo dobro podkovan. In pol, ko bi prišlo do tekme, ki bi pa moral priklopiti, seveda se tudi med pripravami vadi ta tunelski vid, sam ne tako pogosto, kot bi si mislili, da bi športnik moral delovati, pa jaz recimo učim nekje 60-40 je za športnike, ki tekmujejo čist v redu, prav 60% bolj aerobno gibanje, pa proti tekmi se pa vedno bolj tudi ukvarjamo z anaerobnim gibanjem, da gremo v ta v bistvu fokus, v simpatično stanje boja. Ja, jaz sem slišal celo 80-20, ne, bolj za športe, kot so kolesarstvo, bolj dolge športe, ne. Tako, zdaj odvisno je tudi seveda od športa, odvisen je tudi od spola, je to moški spol, je to ženski spol, tako da se prilagaja vezano na kar povem. Ja, še tle, ko si lih spol, zdaj pri spolu je pa tudi nekako že v osnovi, recimo pri ženskih desna hemisfera malo bolj, ali... Ja, ženska naj bi delovala primarno bolj na desni polobli, sekundarno pa na levi polobli. Ker primarno naj bi videla bolj široko pa na dolgo, pa naj bi bila več časa v parasimpatičnem stanju, v aerobni fazi, ker ima tudi drugačno obliko medenice, drugačno obliko trebušne votline, pa tudi ima na mesečni ravni cikle, ne? Se pravi, ima jajčevode, maternico, jajčnike, ki veliko slabš prenese ta trebušna votlina ženska pritisk, kakor moška trebušna votlina, ki pa teh dodatnih organov nima, pa tudi ženska rodi, tako ustvari novo življenje, moški tega ne moremo. Se pravi, je pri ženski zelo pomembna funkcija trebušne votline pa medenice, ker lahko ustvari novo življenje. In je ta del pri ženski... Ja. In je ta predel ženske zelo občutljiv in zaradi tega jaz tudi učim, da pri ženskah je sploh treba biti previden pa bolj znati diktirati ta tempo, kdaj iti v push, kdaj iti v flow, sploh ko ima recimo obdobje menstrualnih ciklov, takrat bi morala biti čist v flowu, pa bolj v nizkih pritiskih, bolj v aerobni fazi, bolj v parasimpatičnem stanju, kolikor se le da. Pa počasi tudi ženska gre lahko v simpatično stanje, pa v anaerobno fazo, ampak kot sekundarno. Pač bolj je treba biti previden, če hočemo, da je dolgoročno, da nima težav, da nima kroničnih problemov zaradi preobremenjenosti pa zaradi športa. Moški deluje pa bolj primarno na levi hemisferi. Moški imamo bolj radi ta fokus, pa tudi manj negativne posledice pusti ta simpatičen odziv pri moškem telesu, glih zaradi preomenjene trebušne votline, pa tudi roke so drugačne, ramena imamo drugačna, moško telo je strukturno drugače zgrajeno kot žensko telo. Zaradi funkcije, ne? Ja. Tako, in moški imamo največjo moč zgori, v ramenih, v rokah, v glavi, v čeljusti, ker smo bolj narejeni za napad, ne? Za lov. V tem kontekstu. Ženska ima pa največ moči glih dol, v medenici pa v nogah, ker je bolj narejena, da je prizemljena, da je v stiku s tlemi, da je v stiku z realnostjo čim več časa. Ja, zato tudi vidi širšo sliko. Tako, iz prizemljenosti imamo avtomatično bolj desno poloblo aktivirano, se pravi, moški bolj letimo, smo bolj v luftu, smo bolj v oblakih ali pa bolj v prihodnosti. Ja. Tako, in tukaj pol je tudi, zato je težko reči točno po procentih, ker je treba in glede na šport prilagoditi in tudi glede na spol prilagoditi, koliko je aerobnega, koliko je anaerobnega gibanja. Je pa nekako, se jaz tudi pri kakšnih športih, recimo pri moških pol delam, da so 60% recimo anaerobni, 40% aerobni in se pač kombinira, ali pa ne vem, na začetku priprav je 80-20 lahko, aerobno, anaerobno,
pa bolj, ko gre proti tekmi, se obračajo stvari, greš, ne vem, 60 anaerobno, 40 aerobno. Tako da je treba biti kreativen, tudi kot trener ali pa kot učitelj, da ni sam skozi 80-20, ampak da veš, kdaj je 80-20, kdaj je 60-40, kdaj je pa 40-60 razmerje med aerobnim pa anaerobnim, ker je treba pač tudi osebo pripraviti na tekmo, da bo znala vklopiti ta v bistvu fokus pa tunelski vid, pa da se bo znajdla pod visokim pritiskom, ko pride do simpatičnega odziva, da je ta odziv že poznan. In pa so tudi različne vaje, ki grejo v to, da se znajde in v simpatičnem stanju, v anaerobni fazi, ko jo dajaš za nalašč pod določen pritisk, da vidi, kako je biti pod pritiskom, in zunanjim, jaz kot mentor uporabljam kakšne palce, žogce, svoj pritisk, zato da je pozorna na en kup stvari, hkrati pa ohranja svoje jedro, svoj fokus in da zna tudi pod pritiskom gibati iz centra proti periferiji. In da še vedno ohranja to pravilno tehnično gibanje, kljub temu, da ti osebi dodajaš vedno več enega pritiska in jo spravljaš v simpatično stanje odzivanja, ne. Seveda pa ne moreš jo dati pa pod tak velik pritisk, če jo prvo ne naučiš pa te z določenimi vajami te aerobne faze, da prvo zna sploh biti v parasimpatičnem stanju, da zna gibati iz jedra proti periferiji prvo v varnem okolju, ko ni nekih pritiskov, se pravi, učimo se prvo v tej v varnem okolju, ko ni dodatnih nekih motilcev ali pa dražljajev, pojo pa skozi mentorstvo jaz osebo ali pa športnika vodim v to, da zna vedno bolj, da zna pod vedno večjim pritiskom ohraniti svoje aerobno stanje. In včasih tudi bolj mi poročajo, da kljub tekmi so oni lahko ostali zbrani, fokusirani in so lahko videli obe sliki hkrati, in širšo sliko in ožjo sliko sredi tekme v bistvu, a ne. In jaz to rad tako razložim, v bistvu, moj namen mojega mentorstva je tak, da če v bistvu imaš v bistvu kovanec, ima obe plati, da postaneš kovanec, ki ga v bistvu flipneš in se kovanec skozi vrti. In pol si hkrati lahko in na levi in na desni hemisferi, ti si pa v bistvu v sredini, v centru. In pol vidiš in širino, vidiš pa tudi v bistvu to ozko, tudi tako prodorno sliko na tak način. In to se da pač z različnimi vajami pa tehnikami pa pravilno predpripravo pa pripravo doseči, da dejansko športnik postane tak dinamičen, da lahko obe sliki hkrati dojema, vidi pa jih uporablja, da doseže najboljši možen rezultat potem na tekmi. Zdaj, v bistvu, kakšni športniki imajo to že po naravi integrirano, recimo Dončić je recimo tak, on vidi in on cel cajt gleda in z desno in z levo, on je v centru in vidi oboje. In pol take izjeme imajo pač, to je že v osnovi, ima to funkcijo integrirano, sam jaz pa skozi prakso vidim, da lahko se to vsak nauči, ki se loti tega, ne. Ja, pri njemu je res to zelo dobro vidno, ja, ko vidi igrišče, vidi vseh 4 igralce, pa še unih 5 zunaj strani, ne, in ali podaja, ali gre v prodor, pa Dražen Petrović je podobno. Ja. Ali pa mene je recimo Ronaldinho takrat privlačil. Ronaldinho je bil tak kreativen, znal je videti vse, hkrati je pa znal tudi prodreti pa zabiti gol, ko ga je hotel, ne. In to je ta vrlina ali pa veščina, ki pol naredi tisto nadpovprečnost, ne, ki dvigne nekoga iz povprečja v nadpovprečnost, ki izstopa, ki izjema, ki vidiš, da je virtuoz, ki pač ali dribla ali pa karkoli, se pravi, kjerkoli šport to daš. Ne rije noter v napad, če ne more, ali pa bilo kje, tudi v življenju, ne. Se ti delaš, mislim, da tudi na podoben način tudi s podjetniki, a ne? Tudi, tako. Saj pol to daš lahko na... Uspešnimi podjetniki ti tudi delaš na podoben način, ne, se pravi, da se znajo, da videti sliko, pa se pogajati, kadar grejo prodajati, ali ne vem točno, kaj delajo. Da, se tudi, recimo, se jaz kot mentor organskega gibanja tudi moram imeti, v bistvu, bolj ko jaz to kažem zgledom, da jaz znam videti širše, hkrati znam pa tudi biti odločen, pa prodreti v eno stran, je tudi, ne, kot učitelj mentorskega, pač kot mentor organskega gibanja je isto, ne.
In jaz skozi vaje, ki meni to omogočajo, v mojem mentorstvu v bistvu omogočam podjetnikom, športnikom ali pa rekreativnim športnikom. Življenje. Tako, se tudi recimo, kar se tiče partnerskega odnosa, je isto. Pač, ko me nekdo poišče, ki bi rad uredil partnerski odnos, je isto. Rabiš oba človeka, oba v odnosu pripeljati do tega, da vidita in širšo sliko in da znata iti v ozko sliko in da znata kombinirati eno in drugo. In to je v bistvu pojem čustvene zrelosti, da znaš se avtonomno, avtentično odzvati v sedanjosti na najbolj učinkovit možen način, da dosežeš dolgoročne rezultate. Ne? Ja, da uporabiš tudi čustva jeza za pozitivno, kot da boš šel z istim čovnom naprej, z dvojcem, ne? Da ne razdiraš, da je jeza ni razdiralno čustvo. Ne? Daleč od tega, ja. Tismo sem vedel, da nam bo v teku časa, da se bo znalo pogovarjati. Vseeno še malo ostanejo, če ne bo pa spustila uno rubriko, smešno pa to. Vseeno bi še malo ostal na gibanju, ne? Se pravi agonisti, antagonisti. Ne? Se pravi usklajeno gibanje, se pravi ali imaš red v telesu, ali imaš nered. In te kompenzacije potem, ki se jih niti ne zavedamo. Se pravi, lahko nam malo še to razložiš, se pravi, kot ti... Glavni problem je pogosto, zakaj agonisti pa antagonisti ne sodelujejo pravilno, je zaradi kronične zakrčenosti določenih mišic. Zdaj, čist primer, če imam jaz biceps skozi skrčen, pa ga ne morem podaljšati, bo to vplivalo slabo in na moj biceps in na moj triceps, ker triceps pa biceps v bistvu sodelujeta med sabo. Ko se biceps daljša, se mora triceps skrajšati in obratno, ko se biceps skrajša, se mora triceps daljšati. In teh gugalnic, po domač povedan, imamo milijon v svojem telesu. In zdaj, če imamo mi, ne vem, prsne mišice skozi zakrčene, pol bojo zelo slabo delale tudi naše hrbtne mišice. V bistvu bomo imeli skozi ročno zavoro na sprednji strani in bomo težko napeli hrbet. Bomo za napenjanje hrbta porabili ogromno količino energije in to, kot si rekel, to je pa nered, je entropija in ta vodi vedno v neprijetnost, ker nekaj, kar ni učinkovito, kot sva prej rekla na začetku bolj, kar ni prijetno, je ponovadi neučinkovito in to boli s časoma. In zdaj, namen vaj organskega gibanja je ta, da se učimo, kako usklajevati agoniste z antagonisti, kar pomeni, da recimo, ko prsne mišice podaljšujemo, da znamo hrbtne mišice primerno skrajšati, pa ko prsne mišice krajšamo, da znamo hrbtne mišice primerno podaljšati. In zdaj bolj, ko z vajami usklajujemo agoniste pa antagoniste, da se učimo pravilnih koordinacij v telesu in tako počas naš sistem postane vedno bolj tak skoordiniran, uigran sistem, ki postaja vedno bolj učinkovit. In če to pravilno skoordiniramo po celem telesu, v bistvu v vseh mišicah, če dosežemo nek red, neko ravnovesje, potem tudi, ko smo na tekmi, bo naš program delal v pravo smer, ne? In bomo bolj učinkoviti na koncu zaradi tega. Zdaj, večkrat je problem po tej logiki, so problem antagonisti, se pravi mišica, ki se na drugi strani usklajeno podaljšuje, ne? Ker potem moraš se pravi bolj vleči, se pravi, ta se ne podaljšuje, hkrati v jedru gibanja, verjetno v centru gibanja, potem pridejo še druge mišice na pomoč, potem rata ogromno kompenzacij in na koncu si utrt. Ja, jaz vidim, da ljudje danes znamo napeti mišice, skrajšati mišice jih znamo dobro, ker smo dovolj trmasti, da skrčati se znamo, pa napeti se znamo, zgubili smo pa sposobnost sproščanja oziroma podaljševanja, kot si sam rekel, antagonistov. In glaven namen tudi mojega mentorstva je ravno ta, da napeti že tako vsi znamo mišico, sprostiti z sproščanjem imamo pa težave. In pol dam pri vajah veliko več poudarka na to, da so pozorni, kaj podaljšajo. A podaljšajo hrbet, ko napnejo sprednji del, ali pa ko napnejo hrbet, znajo sprostiti trebuh, pa znajo podaljšati prsni koš. In pol bolj, ko znajo usklajevati, recimo sploh v trupu je to najbolj pomembno, ne? Če znamo napeti sprednji del,
pa podaljšati zadnji del, znamo avtomatično se gibati iz centra pol proti periferiji. In jaz dajem največ poudarka glih na te mišice v bočnem delu trupa, v sprednjem delu trupa, v hrbtnem delu trupa, pa imaš pa še take diagonalne povezave, pa take kratke spirale v trebuhu. V bistvu te so pa odgovorni za diagonalno gibanje ali pa za spiralno gibanje, za tek, za hojo. Tudi pri veslanju. Tega je ogromen tam, ja. Za spiralno gibanje, zelo pomembno pri nam, ja. In tukaj grejo vsi, skoraj večina gibalnih vzorcev je pri meni usmerjena v to, ali da odkleneš diagonalo med ramo pa med bokom, ali pa da odkleneš povezavo med rebri pa med bokom. In to so te kratke diagonale ali pa dolge diagonale. In če imamo mi, ne vem, zakrčeno diagonalo po eni strani, pa se zelo težko odpremo, in če se težko odpremo, težko naberemo energijo za nov premik, za nov gib v določeno smer. In pol je meni zelo pomembno, da recimo, ko pride oseba k meni, da vidim, kjere linije so zakrčene, zategnjene, in te linije, ki so zakrčene, odvzemajo veliko potenciala človeku. In ko jih enkrat odkleneš, da imajo mišice poln potencial in v odpiranje in v zapiranje, takrat organizem veliko bolj zna pulsirati. Pulsiranje je pa življenje v bistvu in življenje je pa spet gibanje, ko sva iz tega štartala. Fino. Zdaj, edino še mogoče to, kar govoriš, sproščanje, podaljševanje. Zdaj, doskrat se mi zdi, da tudi trenerji zamenjujemo to za raztezanje. Ja, ali pa čutimo raztezanje antagonistov, čeprav bi moglo biti podaljševanje. Ja, jaz dam velikokrat primerjavo na to, da recimo, recimo bojo bolj ženske vedle, ko je tisti, ki imajo gumico za zavezati lase, recimo, tista gumica. Zdaj, kaj naredi raztezanje človeku, je tako, kot pri uni gumici, če jo skozi raztezamo, bo enkrat zgubila elastični potencial in pol tega elastičnega potenciala, ko ni več, pol ostane oseba hipermobilna ali pa hiperfleksibilna, in pol nima več moči, zgubi moč, in tak hiperfleksibilen človek, kot ta elastika, ko več ne more se skrčiti, da bi bila uporabna za spet lase, taka hiperfleksibilna oseba, ki se razteza preveč, ki zelo rablja raztezanje, pol postane zelo izpostavljena poškodbam, ker nekaj, kar je hiperfleksibilnega, ne prenese pritiska. In pol, ko daš na hiperfleksibilno osebo pritisk, se bo zlomila pod pritiskom, se bo strgala mišica in bo šlo nekaj, recimo, bo šlo nekaj narobe, kar pomeni, da samo raztezanje dolgoročno ne pomaga pri gibalni inteligenci, pa ne pomaga pri učnem procesu, nič se ne spremeni dolgoročno. V bistvu mišica, ki jo raztezamo, še vedno ostane napeta, samo da to napetost jo raztegnemo, samo v resnici pa mišica še vedno ostane tako v krču. Čeprav je ona lahko bolj raztegnjena, še zmeraj je napeta. Napeta pa raztegnjena je v bistvu v obenem. In to ne spremeni nobenega ukaza iz možganov v mišico, še zmeraj je isti ukaz, da je mišica v krču. In pol, ko je mišica napeta, pa še raztegnjena, je pa, tako kot sem prej rekel, zelo v bistvu občutljiva na poškodbo. Je samo še en pritisk daš, pa bo počela, Pri sproščanju pa dosežeš to, da v bistvu jo ne raztegneš, da je napeta, ampak v bistvu se zgodi to, da se stopi, da se sprosti pa podaljša. In že sam izraz, če gledaš, a bom raztegnil, a bom pa sprostil, pa podaljšal, to je kot dan pa noč. Že sam izraz. Zrezek, ali je žilav, ali je... Tako je, čist isto. In to, ko pa enkrat ti mišico začneš zavestno čutiti, da je napeta, pa jo v bistvu še bolj napneš, zato da jo še bolj začutiš, pa jo pa počasi podaljšuješ, sproščaš, ona se v bistvu podaljša. Mišica, ki je pa dolga, pa sproščena, ima pa poln potencial, da bi jo stisnil, pa skrčil, pa napel. In to valovanje potem med sproščeno mišico, pa med napeto mišico, temu spet rečemo elastični potencial, pa sprememba potencialne energije v kinetično energijo. In taka sprememba, ki gre iz polnega
iz polne sproščenosti v polno napetost, taka oseba je pa pol v bistvu močna oziroma ima veliko potenciala, da ga uporabi v določeno gibanje, v določen napredek ali pa uspeh. Ne. Vse to se vidi že na zunaj, ne? Rečeš aura ali pa je človek res s potencialom, ne? V bistvu se ne boji vdihniti, se ne boji izdihniti, ne? Tako. Reči stvari, ne? Se pripraviti na dejanja. Zdaj mora še malo, sicer nas že čas preganja, okrog dihanja, ne? Se pravi, pravilno dihanje v širino, pa prepona v trebušno votlino, ne? Zdaj, tle mi kajakaši imamo malo težave, ker sedimo. In pri vdihu, ne, se težje v bistvu sprosti trebušna votlina, da gre prepona dol. A imaš ti kakšne... Jaz se spomnim, enkrat sem, pa mislim, da na olimpijadi v Tokiju, sem bil na tem veslaškem mašini, zraven mene je bil en Poljak. In pri veslanju v bistvu sem izdihoval tako sem enkrat tudi učil na fitnessih, skozi napore izdihneš, ampak se mi ni zdelo logično, ker se stegneš, greš v to, sem izdihoval in je lih obratno, in potem vdihnil, kadar sem se krčil, pri veslanju, rov veslanju, nekaj. Ja. In potem je bil zraven mene en Poljak z četverca, tudi kasneje so medaljo dobili, sem ga vprašal, kako diha, in on toh ni vedel, je rekel, ti ne obremenjuj se s tem, No, ampak sem se še zmeram, tudi enkrat sem bil na eni delavnici dihanja in je bilo eno vprašanje, od kajakašev, kako dihati, pač, če nas zmeram učijo, pač prvič sediš, drugič pa ajde se moraš zakrčiti pri nekem gibu, popek noter, sem to pole, sem akutno sprememba ali... No. Ja, zdaj meni je bolj pomembno, da oseba, ko ni v kajaku, da diha pravilno, da diha aerobno, da zna dihati s trebušno prepono, ko spi, ko počiva, ko se sprehaja po gozdu, ko je na kavču, ko ne dela nič stresnega, da je takrat parasimpatična, da je takrat v aerobni fazi, da diha široko, globoko, polno, s prepono v spodnji del pljuč. Ker če bo oseba dihala, ne vem, 20 ali pa 22 ur, 23 ur pravilno, pa če diha sam na treningu, recimo 2 ure, 3, 4 ure, kakorkoli, pa bolj stisnjeno, pa bolj anaerobno, s tem tudi ne bo nekih velikih posledic. Sam tudi, kar se tiče samega dihanja v kajaku, se da tudi, recimo, se ni treba toliko preveč dol dihati, sam probaš pa še vedno dihati, kolikor se da skozi nos, pa dihati tukaj v bistvu, v širino, recimo, na tak način. Da se širijo tako, da se širi ta del, to se pa da, recimo, tudi v kajaku, ko si v trupu mogoče malo bolj stisnjen zaradi pritiska, ki ga moraš uravnavati, še zmeraj ti lahko pritisk gor dvigneš, ampak širiš pa ta rebrni del narazen. In to, če se že to nauči v bistvu oseba ali pa v bistvu kajakaš na tak način širok dihati, pa dihati skozi nos, večino časa v treningu je to že čisto dovolj. Ne rabi se takrat ukvarjati, da trebuh ven porine, da ledven del usloči, da ramena nazaj povleče, ker se mora bolj ukvarjati z drugimi, z spiralo ali pa z diagonalo, ko jo pač takrat dela. Takrat je kor malo noter stisnjen, malo bolj stabilizira trup. Sam ne glede na to se da pa zelo dobro ustvarjati podtlak pa nadtlak z trebušno prepono, tako da se diha v sredino, v srednji del trupa, v širino. Ja, to se pa da. Pljuča dosti bolj prekrvavljena, je efekt dosti boljši zaradi gravitacije že, ne? Tako, in dobi oseba veliko več kisika sproti in hrani svoje mišice, da pol nima, da ima manj vnetja, da ima manj muskul fibra, da ima manj bolečin po treningu, na tak način. Opažam pri kajakaših, da je dosti krat bolj vertikalno dihanje, da so ramena višje gor zaradi tega, ne? Ja, tukaj je treba biti eno obdobje zelo učljiv, spet iti na desno hemisfero, upočasniti se malo v treningu, se pravi, iti raje 2 koraka malo bolj počas, kakor enega prehiter, zato da lahko oseba med treningom študira še to, kam diha tukaj gor, v ramena, ali diha v širino, ne. In pol, če bi se temu, recimo, na treningih vsaj prvih 15-20 minut
posvečali, bi lahko študiral to, da lahko tudi diha Ja, ja. široko, ne? In pa bi počasi to integriral noter, če bi to vadil, da bi to postali novi utečeni vzorci, ne, skozi čas. Da se da tudi to naučiti. Hkrati s tem pa tudi bi opazoval, kako sploh veslaš, ne? Ker dostikrat opažam, da šepajo pri veslanju, ne? Da eno veslo potegne z ramo ven, eno gre tako naj bi bilo, in niti tega ne opazijo. Ne? In je tudi povezano s temi zakrčenimi mišicami, medrebrnimi. Ja, in recimo to, sploh je to, ful si dobro to omenil, ker pri kajaku, ko je veliko stiskanja tega dela prsnega koša, v bistvu, če oseba ne diha široko s prepono, se še bolj zategne. Če pa ti med tem že dihaš v ta del, da z vdihom delaš ekspanzijo pa kontrakcijo, pol skozi v bistvu vlažiš ta del ali pa ga podmazuješ, po domače povedan, in pol tudi po treningu je ta del manj zakrčen. Lahko že sam zato, ker prepona masira rebra, bi lahko rekel, ali pa medrebrne mišice. Zdaj, če imaš ti to zakrčeno, moraš pole vleči z temi agonisti, in italijanke se pa neusklajeno ne podaljšujejo in potem pride do bolečin v ramenih in tudi dajo vesla in se to pole sem še stopnjuje. Okay, zanima ti, ful tečeš tudi, z dihanjem skozi nos? Ja, skoraj vedno. Tečem 3-krat na teden, recimo, grem na tek, v bistvu to je, ne vem, 6 pa maksimalno nekje do 10 km naredim, pa grem, ne vem, malo višinca, pa malo dol v hrib, pa malo naravnost, tako da kombiniram, pa pol grem malo trailat, pa korenine, tako da je res pisano, da je raznovrstno, da ni nikoli isto, zato da si skozi pozoren, kako tečeš, po kateri površini tečeš, ali si mehek, ali si trd. Tako da dam veliko poudarka na tehniko, na to spiralno gibanje, na dihanje s prepono, na dihanje na nos, na ta simetrični korak, da se čim bolj simetrično premikamo, da smo bolj učinkoviti. In vidim zdaj to zadnjih 5 let redno prakticiram in vidim, kako se da zelo lepo napredovati in v tem, recimo, čisto zelo taka zanimiva v bistvu izkušnja, da ko sem začel dihati na nos, sem moral nekje 90 BPM-ja imeti, da sem lahko ohranil aerobno fazo, da sem lahko dihal na nos. Zdaj pa par let kasneje, ko vadim to, sem pa lahko na 165 BPM, pa res grem že lahko precej hitro, pa še vedno ohranjam aerobno parasimpatično delovanje avtonomnega živčnega sistema. In jaz imam tukaj zdaj še dodatno rezervo, če bi bilo treba iti v anaerobno fazo, bi lahko odprl ventile pa šel zelo hiter. Imam pa potrebe. Jaz sem nekje 130, 140 še, v teku pa ne. Ker je bolj kompleksno. Specifika je, ja. V bistvu, tam, kjer vadiš, tam napreduješ. Kako imaš pa recimo dihalne prekinitve med hojo, a to delaš? Tisto, ko v bistvu šteješ korake. Šteješ korake s praznimi pljuči, to ima ne toliko težko, ampak je pokazatelj tega, a si aeroben, a si anaeroben, koliko imaš zakrčene mišice, koliko imaš v bistvu zakisleno kri tudi, Zdaj vidim, da imam nekako podobno, recimo tudi, ko delamo v statiki, ta test dihalne prekinitve, imam nekje 45 sekund, 50 sekund prazna pljuča, pa enako naredim korakov približno, recimo 45-50 korakov v hoji. Zdaj pa itak varira, kakšen dan si bolj obremenjen, pa je malo manj, kakšen dan si manj obremenjen, pa je več, tudi odvisno od sedanjega počutja, kako si, pa kakšen je bil prejšnji dan. To se najbolj pozna na tej prekinitvi. Karim, jaz bi s tabo govoril še 3 ure, se bojim, da boš ti šel zdaj v simpatično stanje, ker se ti že imam odi, ne? V bistvu me je Božena dala v simpatično. Moram prevzeti. Sem še eno za konc. Kaj bi svetoval se prav našim tekmovalcem mladim? Da se večkrat upočasnijo na treningih ali pa da vsaj začnejo bolj upočasnjeno, da se bolj osredotočajo lahko na dihanje za začetek, da med v uvodu na treningu, ne vem, dihajo na nos, probajo raziskovati
svojo trebušno prepono, kako jo začutiti, kako iti bolj v širino. Meni je nekako dihanje osnova na začetku, s tem se tudi z mojimi praktikanti največ ukvarjam, ker tudi, ko se začneš poglabljati v dihanje, veliko bolj začneš čutiti že prej omenjeno intuicijo, interocepcijo, tako da dihanje je tak en most med telesnim pa med zavestnim. In bolj, ko opazujemo dihanje, bolj tudi vemo, kako smo, kako se počutimo, kdaj bi bilo dobro iti v push, kdaj bi bilo dobro malo bolj počivati, pa bolj iti v nek regenerativni trening. In dihanje je neka osnova, s katero je dobro začeti. Pa to, da se bolj osredotoča športnik na pravilno tehnično izveden gib, na to, kako uskladiti agonista z antagonistom, zato da poveča svojo učinkovitost skozi tak en učni proces, da se malo pomakne nazaj v desno poloblo, pa da začneš študirati te stvari. Kako dela, ne? Ja. Kako? Ja. Tako, ja, namest koliko, naj gre v kako. Super beseda, tako da to je zelo pomembno, pa da začne, ne vem, bolj igrivo pristopati kdaj tudi k treningu, kreativno, da smo bolj ustvarjalni, da spreminjamo neke rutine, da se ne držimo skozi enih in istih rutin, da nismo kot nek robot, ki sledi skozi enem programu, ampak vsak človek, po mojem mnenju, je individuum tudi in poskuša skozi neko poglabljanje vase pa v svoje gibanje najti njemu najbolj pravilen način, kako bo dolgoročno najbolj napredoval. In dihanje je lahko en dober začetek k temu, da začne oseba med treningi pa med vadbami opazovati, kako diha. In s tem bi začel, pa če ga pa naprej povleče v kakšno drugo raziskovanje, pa je super, da se tudi začne nekako oseba bolj kreativno gibati, kot si tudi sam omenil, to plazenje, lazenje, ne vem, vaje za ravnotežje na eni nogi, na drugi nogi, z žogcami kakšne igre, da vadi svojo propriocepcijo. Se ti pa ogromno teh videov tudi posnetih si lahko pogledajo, ne, če ti sledijo na tvoji strani. Tako, tudi. Če ne bomo pa še polinkali malo. Lahko te pa tudi dobijo v tvojem studiu, kje točno si, Koprska? 52, Koprska ulica 52 na Viču, je to v Ljubljani. Blizu centra gimnastičnega tam. Ja, zelo blizu. Ok, super, Karim, hvala, ker si se odzval, da še malo podaljšalo, upam, da noš imel prvič še žal še eno. Bom jaz vzel tako v naši politiki objektivno odgovornost. Ne, sva glih pravi čas, tako kot sem rekel, do 9:30 sem imel zeleno luč. Tako da hvala tebi za vabilo, pa zelo vesel sem, da sem lahko s tabo imel tak pogovor. Tudi jaz bi lahko s tabo se pogovarjal v nedogled, imava zelo take veliko enih skupnih točk pa razmišljanj in bi lahko šlo v nedogled. Tako da sem vesel za take ljudi, kot si ti, da širijo tudi to drugo perspektivo športa pa gibanja in v veselje mi je bilo, pa z veseljem tudi še kdaj v bistvu ponoviva. Super. Ok, Karim, hvala, fajn bodi, še naprej tako uspešno vodi stvari, pa se vidimo. Srečno. Srečno.